včeraj zvečer smo se potem samo preparkirali z tiste plaže do prvega prostora, kjer smo imeli signal, da so lahko delala, tako da smo cel dan v bistvu bili še na plaži. Moram priznati, da je res ful pasal in smo res ful uživali, lahko smo se kopali, lahko smo šli na dolge sprehode in je bilo res ful dober. Je pa tudi zanimivo tukaj zraven te plaže, v plaži je ena vas in že prejšnjič, ko smo bili tukaj, so opazili in tudi danes so opazili, da se med črnci sprehaja en čist bel otrok, ampak tako še za naše standarde res bel, v resnici je albin. In tudi družil se je s črnci, govoril je njihov jezik, tako da je sigurno lokalen. Nama je bilo to najprej malo čudno, pa smo šla pa malo prebrati in sva ugotovila, da dejansko je albinizem prisoten tudi pri črncih, kar je še bolj zanimivo, ne samo, da je tudi pri njih možen, je to, da je dejansko bolj pogost, mislim, da je skoraj še enkrat bolj pogost kakor med belci, tako da je res zanimiv. Ja, no, ta plaža drugače se nama zdela najlepša v Senegalu, tako da, če se kdaj vrnem, bomo ziher spet sem prišli. Nas pa zdaj čaka v bistvu kar naporen teden do konca, oziroma naslednji dnevi bodo naporni, zato ker se je v bistvu končala naša senegalska avantura in nas zdaj čaka samo še transfer do meje in potem transfer čez Mauretanijo do Zahodne Sahare. Upamo, da bomo do konca tedna oziroma v začetku naslednjega že prišli v Zahodno Saharo. Ja, nas pa kar veliko kilometrov čaka in 2 prehoda mej. Včeraj pripeljali v bližino mauretanske meje, prespali smo tam, kar smo prespali prvi dan, ko smo prišli v Senegal, ker smo vedeli, da je tukaj ena pipa, tako da sva še oprala obleke in nafilala tanke, tako da nam v Mauretaniji ne bo treba. In ja, zdaj pa že zgodaj zjutraj in zdaj bomo šli na mejo in prevozili tisti najslabši del ceste, tako da držimo pesti, da nam rata. Mejni prehod je bil zelo easy, vse skupaj smo rabili sicer 1-2 uri, senegalska stran je šla še kar hiter, ampak na mauretanske pa res kar trajali, ker ne da je bila karkoli gužva ali pa kakršnekoli zapleti, ampak oni so res tako mauretansko počasni, po moje, da so vize dobila je trajale 20 minut, pol ure, čeprav je mogel samo pasu skenirati pa pritisniti print. Ampak to res toliko počas poteka vse prav, premikajo se počas, dobesedno premikajo se počas in je prav zanimivo po svoje gledati, ker mi ne znamo tako ležerno stvari delati. Ja, tako da smo v Mauretaniji, zdaj moramo pa sam še tale slab kos ceste prevoziti.
nas je potem tisti del ceste takoj za mejo, ki je slab, šel še kar v redu. Niti se nama ni vleko, no, vedela so tudi že kaj pričakovati, še vedno je enak slaba, kakor je bila, tako da smo rabili za tistih 40 km 1-3 ure, ampak je bilo spet zanimivo, malo pred mejo sva videla spet opice prav na tej pisti, pa tiste spet bradavičaste svinje, kakor so v Levjem kralju, pelikane, pa pol na koncu še enega velikega kuščerja, ki je bil po mojem še 1 meter dolg, če bi ga meril res od glave do repa. Smo pa tudi zelo zgodaj prišli pol na asfalt. Mislim, da je bila ura šele kakšne 2, bilo je zelo vroče, tako da se nama ni zdelo smiselno iskati prostora, pa cel popoldne vegetirati potem in čakati, da bo večer, da bomo lahko šli spat, tako da sva se kar pol do Novakšota še zapeljala in smo tukaj na tej plaži, kjer smo že tudi 2-krat do zdaj bivakirali. Sva se pa spomnila, da sva pozabila povedati 2 stvari. Prva je ta, da so ta mesec v Senegalu volitve, oziroma bi mogle biti, ampak mislim, da so jih zdaj nekaj predstavili. Ne vem, v glavnem pač za cel mesec so napovedani protesti in tudi pred parimi dnevi so bili. Midva v bistvu tega nisva niti vedela, niti občutila, oziroma občutila sva tako, da so tisti večer, ko so bili pred protesti, zablokirali vse aplikacije, prek katerih bi se lahko ljudje pogovarjali oziroma povezovali. Tako da v bistvu je delal samo Google, pa pač mail, Gmail, vse ostalo, Facebook, oziroma Messenger, Facebook je delal Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, vse to pa je bilo zablokirano, tako da ni nič delovalo, nama nič ni bilo jasno, no, potem pa naslednji dan sva se slučajno pogovarjala prek Instagrama z enim Slovencem, ko je vse že delovalo seveda, in je povedal, ja, da so bili protesti in da je to razlog. Ja, ampak tisti večer nama pa res nič ni bilo jasno, so bila ziher, da so nama kaj kartico zablokirali, da je neka napaka in da bo do konca Senegala brez interneta. Druga stvar, ki so pa zadnjič pozabila povedati na tisti plaži, kjer smo bili, na tisti lepi, smo zvečer lahko opazovali bioluminescenco morja. To so v bistvu ene take alge, ki se svetijo po noč, ko se val prevrne, jih nekako zmoti in zato zasvetijo, v bistvu svetijo na podoben način, kakor svetijo kresničke po noči in je res ful zanimiv. To sva sicer že videla enkrat v Omanu, ampak niti približno ne toliko intenzivno, kakor zdaj, tako da smo res uživali tisti večer. Ja, res sva bulla čez okno in se kar nisem mogla nagledati, ker to se res čist cel val po celi dolžini za svet in res ful noro zgledano. Ja, res. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!